A ne? Ta stara znanja, da je deževnica bila izjemno zdravilna, dokler ozračje ni bilo onesnaženo. A ne? Kaj pa danes? Praktično je neuporabna za telo naše. A ne? Zato se lahko zahvalimo podjetju, ki je dalo na trg ionizator, da mi lahko ne da goljufamo naravo, ampak da pomagamo svojemu telesu. Jeste. A ne? Mogoče bi Maja ti o tem kaj več povedala, ker to je pa tako pomembna zadeva, da o njej ne moramo molčati. Ja, voda je nasploh vir življenja, ne? In naše telo ima krasne možnosti, da se samo zdravi, a ne? Samo mi ga moramo podpreti z pravimi stvarmi. In voda je definitivno tudi eden od teh ključnih virov, orodij bi jaz temu rekla, s čimer to lahko naredimo. Pa bo mogoče, da si bojo naši gledalci lažje to predstavljali, čisto en konkreten primer povedala. Konkretno od moje prijateljice, ki se tudi profesionalno ukvarja z diagnostiko, z pregledi žive kapljice krvi. Gre za eno zelo priznano, odlično metodo, ki je mogoče v svetu še bolj cenjena kot pri nas, ne? Ampak je proučevala sinovo kapljico krvi, namreč on je pač aktiven športnik, je redno pil vodo, kar je pri športnikih sploh pomembno, a ne, tudi vse ostale stvari, ki jih je treba početi. Ampak njegova kapljica krvi je pokazala močno dehidracijo, kljub temu, da je on, je rekla, bom citirala, žlampal vodo, ne, tako je ona sama rekla, se pravi. Ni bilo efekta od tega, ne. Dobro, pustimo to, da je treba vodo tudi piti počasi po požirkih, ne, ker to je tako, če mi zlijemo naenkrat pol litra vase, je približno tako, kot če imaš presušeno rožo, ko vemo, ne, zliješ in gre sam skozi, ne, tako kot čez sito, ja, ni efekta. Tako da moramo piti počasi po požirkih, ne. Ampak dobro, tudi ko je to delo, ne, ni bilo učinka, dokler si niso doma nabavili ionizatorja. In potem so videli v bistvu to razliko, so primerjali, kako se mu je v bistvu v tako kratkem času slika čisto popravila, ne. In njegove celice pač niso bile več dehidrirane. To je zanimivo, ne, kaj vse se pokaže pač na tej diagnostiki, tudi krije v bistvu naše ogledalo zdravja. Mogoče bomo tudi kdaj več o tem spregovorili, ker je tudi spet en tak zanimiv aspekt, ne. Ampak evo, tipičen primer, ne, ena ali pa druga, pa da ne govorimo potem še vse, kaj imamo v vodi, ne, ostalih primesi, ki niso seveda najboljše za naše zdravje, pač kar je v vodovodu nekako nimamo vpliva, pride do nas, ne. Zato pa mislim, da je toliko pomembno, da naredimo tisto, kar je seveda v naši moči, da omilimo vse te slabe stvari, ki jih lahko vnašamo, ne? Ker po eni strani smo na začetku že otvorili temo, imamo manko hranil zaradi, ne vem, pretiranega izkoriščanja zemlje, zaradi masovne proizvodnje, uporabe pesticidov, herbicidov in tako naprej, ne? Po drugi strani se pa število toksinov, ki jih imamo, spet zvišuje na vseh področjih, ne? In zato je še toliko bolj pomemben, da na čim več vidikih, to si tudi sama občutila, ne, si lepo povedala, kako se je tvoje telo drugače počutilo, ko si začela uživati svojo lastno ekološko pridelano hrano. Pravzaprav je to vse neke vrste energija, ne. In ne vem, prej, ko smo, Aleksandra je povedala, kako se kapljica vode vidi pod mikroskopom, ne, če je živa voda. Podobno je lahko tudi z rastlinami, če ti daš slabo ali pa dobro energijo, in isto se dogaja pač z nami, z ljudmi. Mi lahko zaradi različnih dejavnikov se naše celice poškodujejo, ne, smo pač danes na vsakem koraku se dogaja pač oksidativni stres zaradi različnih nivojev, ne, eno je pač stres, ki ga doživljamo
iz okolja v smislu, ne vem, mogoče zaradi drugih ljudi, slabih odnosov, se veste, kaj se dogaja, a ne. Ni najbolj prijazno okolje, žal. Po drugi strani pa tudi samo zastrupljenost in škodljivi učinki iz okolja, ne. Je pa dobra stvar, da je več kot polovice zdravja v naših rokah. Tako da evo, Bravo. to je pa tisto, na kar lahko sami vplivamo. Ne moramo glih najbolj ne moramo vplivati na ne vem, dedne dejavnike, ki jih pač, to so neke predispozicije, ki jih dobimo. Nekaj smo odvisni seveda tudi od našega sistema, v katerem živimo, a ne, ki je lahko bolj prijazen ali pa manj prijazen. Okoljski vplivi, ne, ostalo je pa pač na nas. Tako. In evo, če gledamo slabe stvari, ne, ko smo zdaj mogoče toliko govorili, kaj vse ni v redu, rešitev. Večina stvari je na tem in mogoče včasih narobe to, da kažemo s prsti na vse ostalo, kaj je narobe, ne, tako kot tudi delamo, če nam kaj ni všeč, pa kažemo rajš na druge, ne, ta ni v redu, on ni v redu, ne, to ni v redu, okoliščine niso v redu, nič ni v redu, ne. Ok, kaj pa lahko jaz naredim, da bo to drugače? To je vprašanje, ki bi si ga mogli v bistvu vsi zastaviti. In jaz lahko tudi po sebi povem, da ko sem začela tako razmišljati, so se stvari začele tudi drugače odpirati. Ne? Mislim, da lahko to potrdimo vse štiri na podlagi lastnih izkušenj. Ko svojo usodo vzameš v svoje roke, ne glede na to, kaj ti drugi rečejo, zamašiš ušesa in greš svojo pot naprej, preživiš, pa ne samo, da preživiš. V tebi je vrelec mladosti, energije, dobre volje. Sreče, novih prijatelja. In da to lahko podeliš z drugimi. Za marsikoga je to misija nemogoče, a ne? Ker so nam tako vcepili ta program, mi bomo poskrbeli, mi bomo ono, mi bomo tretje, ti samo pridi, pa ni problema, ampak vidimo, da ni to rešitev. Rešitev imamo na dlani, samo videti jo moramo, sprejeti jo moramo, a ne, je pa težko, ko se odločiš, ko je treba zamenjati od prehrane, mišljenja, sprejemanja zadev, ne, ampak vse se da, če se hoče, če tudi z malimi koraki. Tako da je težko, ampak če je težko, se da, če je pa nemogoče, pa če žal, a ne. Tako. Ja, jaz bi tukaj mogoče sam dodala, da smo ljudje v osnovi nagnjeni k temu, da nismo najbolj naklonjeni spremembam in nam je težko iti iz teh naših okvirjev. Pravzaprav ravno zato, ker smo bili na nek način programirani, kako moramo živeti, ne. Ko se pa premakneš v bistvu iz te cone udobja, se pa začnejo velike spremembe odvijati, ne. Evo, jaz sem se premaknila in to je bil moj mali čudež, ne. Tako. Tako da vsak ima možnost tega svojega čudeža. In mi, mogoče, da smo danes dali en delček teh informacij, ki lahko vsakmu pomagajo, da živi bolj zdravo, bolj kvalitetno življenje. Seveda, jaz mislim, da smo mi v prvi vrsti zgled, da moramo biti, ne. Mislim, jaz si želim, da s tem naredimo nek premik v družbi, ker verjamem, da si vsi zaslužimo kvalitetno življenje. Tako. Zdravje je pač naša odgovornost, ne. To, kar sem že prej dala to iztočnico, prej ko to spoznamo, boljše za nas, ne. To je edina hiša, v kateri bomo živeli celo življenje in vse, kar naredimo za nas, je najboljša investicija in ta nam bo obrodila največje obresti. Ni denar tisti, ampak to. In ko prideš enkrat v to situacijo, da ostaneš brez zdravja, začneš drugače gledati. In takrat vidiš, da ti noben denar, ne avto, ne hiša, ne vem, kaj ti ne pomaga, ne. Takrat si lahko srečen za prijatelje, ki ti stojijo ob strani, pa za znanje, ki ga imaš. No, meni ga je takrat žal v tistem momentu manjkalo, ampak evo, zdaj s temi izkušnjami, ko jih imam, gledam drugače in imam svojo misijo. No, skratka, ampak ker je pa zdravje v naših rokah, mi lahko damo naprej informacijo, kaj bo nekdo z njo naredil, je pa njegova odgovornost. Tako da, če se bo narobe odločil, če bo sprejel pač neko bližnjico zase, ne, pa bo enostavno prej ali slej tudi občutil na svoji koži posledice. Tako da jaz velikokrat vidim pri kakšnemu posamezniku, ki mu lahko dam rešitev na dlani, pa on tega ne sliši. Mogoče ni zmožen slišati, mogoče noče, ne vem, ne želim nobenega obsojati, ampak to so zelo težki trenutki zame, ko iz vsega srca hočem pomagati, pa te človek ne posluša, a ne. Pa si pa misliš, ne, v redu, sej tvoje življenje, tvoja odločitev, tudi
vse, kar se bo dogajalo, pač kot posledica te tvoje odločitve, bo tvoja odgovornost in boš ti mogel to breme nositi. Meni je to težko gledati, priznam, ne, ker sem pač po naravi taka, da rada pomagam drugim in da vsem prvoščam, da so srečni, da so zdravi, da so zadovoljni. Ampak ja, včasih pač ne moreš, ne, in je tudi to treba sprejeti. Tako da hvaležna sem, da mi enako razmišljamo in da širimo to in tudi tebi, Mateja, ki odpiraš te tematike, ki so v bistvu res nujno potrebne, da danes sploh lahko preživimo in pa tudi za vse naslednje generacije. Ne. Hvala. Tako je, ne? Vsak rab svojo lastno izkušnjo, ker šele takrat zna človek ceniti, kaj je imel, zgubil, potem pa sam začne iskati rešitve in mu začne v glavi odzvanjati milijon informacij, ki jih je dobil. Poznam take primere, a ne? In takrat moraš vedno odpreti vrata in človeku pomagati, brez odvečnih besed, samo sočutje. A ne, tega tudi manjka danes. Da razumemo, da nekdo še ni zrel, tako kot paradajz, tudi zelen ni dober, ne? Mora dozoreti, mora biti rdeč in mora dišati. Tako kot informacija pri človeku samem. A ne? Zdaj, za konec bi se pa jaz lotila še ene izjemno pomembne tematike. To smo že prej ugotovili, da ta ključna nit je vzemi svojo usodo v svoje roke, ker drug jo namesto tebe ne bo. Še najmanj farmacija. Ker zanimivo za farmacijo je, da vedno bolj, ko je razvita, vedno bolj so bolni ljudje. A ne? To je na dlani, to nimamo več kaj sploh debatirati. S temi njihovimi zvarki, sploh pri recimo teh komponentah v ampulcah, ne, s tistimi dolgimi špicami, kaj vse delajo. Ampak jaz bom tako rekla, ne, brez teh ampulc smo milijone let preživeli kot človeštvo, sploh kmetje smo preživeli vse sisteme, a ne, lahko rečem iz lastnih izkušenj, pa bi šli mi nazaj na te vitamine pa minerale, zakaj so tako zelo pomembni za naše telo in kako jih lahko nadomestimo v tem vmesnem obdobju. A ne, verjetno vse tri veste, da se jaz sama z mojo ekipo zelo zavzemam, da bi šli nazaj na ekološko kmetovanje, na to sonaravno kmetovanje z avtohtonimi semeni, ker avtohtona semena so edina semena, ki so prilagojene za naš okolje, za naše razmere, da so tudi polna vitaminov in mineralov, zato če vzamete, a ne probate recimo korenje, ki je avtohtone sorte ali pa hibriden, hibridno je več ali manj bolj voda, avtohtono ima pa okus. A ne? In tudi gozdne borovnice, ki so naravne, imajo čisto drugačen okus, kot te umetno gojene, a ne? Ampak, ker vemo, da večina nima niti možnosti, da bi sama gojila doma zelenjavo na tak način, čeprav so zdaj tudi možnosti, pa veliko volje, da ljudje tudi na balkonih sadijo solato namesto rož pa paradajza, ne? Jaz poznam kar nekaj primerov, imamo tudi Homeogarden, ki pripomore k temu, da si to lahko ljudje privoščijo. Kako ta vmesen čas nadomestiti te vitamine pa minerale v taki meri, da bomo preživeli čim bolj neodvisno od teh umetnih, da ne bom rekla fake vitaminskih dodatkov in mineralnih, ker jaz sem tudi vse sorte probala, ampak bom rekla, do tega trenutka, ko sem spoznala eno alternativno rešitev, ki je na naravni bazi, res na naravni bazi, ni bilo nekega efekta. Čeprav v tej vmesnem obdobju, ko sem jaz prešla iz službe na popolno samooskrbo, sem pač marsikaj probala, da je moje telo čim bolj preživelo te strese, kar se tiče prehrane. Pa bi jaz odprla še tukaj to debato za konec,
da ljudem damo informacijo, kako si lahko pomagajo z malo, pa s tisto dobrim. Aleksandra, mogoče ti vidim, da ti kručke žarijo, ki bi rada spregovorila. Prosim. Vidiš kako... Hvala puno, hvala. Osnova je ovo što si rekla, ja ću da probam to kratko, ali sa puno ljubavi da kažem. Osnova je hrana. Znači, jesti, ako je moguće organsku, pronaći svog kmeta, se tako kaže, svog seljaka gde ćeš nabavljati jaja, sir, da znaš ko to proizvodi, gde te životinje jedu i ti tu investiraš, njemu podržavaš proizvodnju, a dobijaš kvalitet. To pod broj 1. Znači hrana. Što više živih stvari jesti, ne kuvano, bareno, pečeno, prženo, zamrznuto. Živa, jer ona ima vitalnost, vitalne fotone od sunca sačuvane u sebi. Živa hrana, sokove cediti, isto ako može organsko, zaobilaziti, pomoći deci da ne kupuju u samoposlugama, spremiti ih za školu, spremiti ih da ponesu kod kuće, to vežbati porodično. Vodu naučiti da se pije, pričat ćemo drugi put kako se pije voda i tu postoji pravila, nekako ja nisam znala kako se voda pije. I na sve to pozitivno razmišljati, to je sad ovo što je Maja pričala, cirkulacija, kretanje, ali tu hranu treba obogatiti dok mi zemljište ne vratimo u stanje koje je bilo. Ima još jedna stvar koju zaboravljamo, ali da kao kroz naše telo, kao što kroz naše telo prolaze sva zračenja, prolaze i kroz biljke. Ti na vrh brda da se popneš, Mont Everesta raditi mobilni, otprilike. I tamo nije čista sredina. Jel' tako? Znači, zaboravljamo na elektrosmog, na zračenja i te biljke preko njih sve prođe. I bankovna komunikacija i naši razgovori, sve, sateliti, GPS-ovi, ali to naše telo ne ume da oseti. Nije se adaptiralo da detektuje napad elektromagnetnih zračenja. Ok, tako da uz tu hranu koju ti pričaš i toliko brineš i o tom semenju, stvarno nema bolje od autohtonog. To je potpuno adekvatno tvom biću, mom biću gde sam gde živim. Ja? Tu hranu, pogotovo ako smo u gradovima, treba dopuniti prirodnim, iz biljaka vađenim vitaminima, mineralima, aminokiselinama, enzimima i tako dalje. Naći ekološka sredstva za čišćenje kuće, da ne zagađujemo vodu, naći zaštitu od elektrosmoga, to sve treba ispitati. S druge strane, znači to je što se tiče davanja telu onoga što mu treba. Treba nam finansijska sigurnost, treba nam novac za kvalitetne vitamine i novac za organsku hranu. Ona nije jeftinija, je li tako? Nažalost, došli smo dotle da zdrava hrana ne može, jer puno odnosi vremena i energije i truda jednog čoveka. Če lahko tukaj, kvalitetna hrana je imela vedno svojo ceno. Nikoli ni bila cenovno podcenjena. Tako je. Ali je nekada to bilo normalno stanje planete. Tako. Kod moje bake. Pa smo svi jeli, ubereš šargarepu, obrišeš i jedeš. Em je sveža, em je živa hrana. Šta sad? Kad je taj paradajz ubran, kad je ta banana ubrana, gde je sazrevala? Zelena brana, ko zna koliko meseci tamo u nekom brodu stoji. Nema tu vitamina, minerala, to samo deluje da je ista banana. Nije. Znači, nama treba živa hrana, što kvalitetnija, potrudimo se, voda, voda, voda i da imamo mir. Timoteja, Gabriela i Maja, podučavajući ove stvari, ja znam da vi imate i način da podučite ljude kako da malo poprave finansijsku situaciju, da mogu da ulože u zdravlje. I to je možda sledeća tema, ali izuzetno važna. Smanjuje stres, strah od besparice, strah od bolesti i to bezvolju
i ozdravljuje, znači mi u naše zdravlje treba da ubacimo i finansijsku sigurnost, plus dobre prijatelje, prave ljude, izbaciti iz života detoksikaciju negativaca. Bolje čitam knjigu nego da me gnjavi. Kome je teže, da li tebi ili meni? Ne, meni je teže, ja imam više bolesti. Ne, ti imaš više bolesti. O čemu pričam? Znači, to je sve, možemo da pomognemo ljudima i taj aspekt da urade i da se osjećaju jako dobro, da pomažu drugim ljudima iz ličnog iskustva. Ne rekla Mateja, rekla Maja, Gabriela, ne. Iz srca istinu. Pa ko je, šta smo rekli na početku? Tražimo istomišljenike. Mi tražimo njih, ne prevaspitavamo tebe. Mi tražimo ko bi voleo da drži život u svojim rukama i tu smo da pomognemo. I hvala ti na tome što si uopšte nas ujedinila ovako i da ne bi Gabriele, ja tebe ne bi upoznala, da ne bi Maje, ne bi bilo ovog programa. Vole nas nebesa, a upoznali smo i Irenu i Aleša danas i to mi je veliko zadovoljstvo da ćemo ispasti i ovako lepe na snimku. Osim što smo pametne. Hvala, Pa su rekli da pamet pa lepota ne gresta skupaj. Kdo to pravi? Ne može, viš da može. Sve može. Prava lepota prihaja od znotraj. To si mi pa zdaj vzela z jezika. Ja, telo se stara, ampak zakaj nekateri ljudje še na starost gledajo tako izjemno mladostni?